koliko časa si ti že recimo v Sloveniji? Že 6 let. 6 let. En teden nazaj je bilo 6 let. Moj rojstni dan. Aha. Tukaj. Pa tvoja zgodovina? Moja zgodovina? Ja, za Španijo in špansko kulturo. Kaj hočeš zdaj poslušati? Ja, ne vem, na kratko recimo, kako si pristal na inštitutu in kako se najdeš? Dobro, zelo dobro se počutim. Dobro. Jaz, predvsem moje stike z Institutom Cervantes je bilo, ja, še kadar sem prišel sem v Sloveniji, sem sodeloval pri dele, kako se reče po slovensko, tisti izpiti španskega jezika. Uradne diplome, ja, Institutu Cervantes, z ministrstva. Zunanji ministrstva. In ja, sem tukaj predvsem sodeloval s tem. Ja. Potem pa sem bil na filozofski fakulteti lektor 3 leta in zdaj sem postojni učitelj ali profesor španščine. Se pravi, koliko let si že v Sloveniji? 3,5. Pa kar dobro znaš slovensko. Hvala. On je multilingvist. Kaj to pomeni? Tudi nemško zna, pa tudi italijansko. Ja, ampak Pa prej sem živel v Nemčiji. Andaluzic, a ja. Ja, prej sem živel v Nemčiji. Aha, no, pol je to že kar asimilacija, na ta germanski zven. Ja. Kako? Mislim, da Mittel Evropa. Mittel Evropa, ja. Kako sta se pa vidva slovenščino naučila? Se vam zdi, da tudi v Sloveniji to tako funkcionira dobro, ko recimo za tiste, ki bi jih zanima španščina v Sloveniji? To pomaga seveda, če znaš, mislim, da sem prav razumel vprašanje, ne? Če znaš boljše slovensko, lahko tudi razumeš boljše, kateri so težave pri učenju enega jezika. No? Kako sta se vidva naučila slovenščine? A jaz osebno sem v centru za slovenščino kot tuj jezik. Sem zelo hvaležen Kati Dragar. Ona je bila najboljša učiteljica sploh slovenščine v mojem življenju. Koliko jih je pa bilo? 2. Eno od 2, tudi najboljša. Ja, druga je bila tudi zelo v redu, ja. Ja, pa kaj pa ful veliko družbe tudi, a ne? Ja, so zelo učinkoviti in vsi, ki tam se uči slovensko, potem govori tudi, ali vsaj komunicira. Ne? To je najbolj pomembno. To vidimo. Hvala. Kaj pa Lucija? Jaz pa sem se upisala na en tečaj, ampak to je bilo takoj, ko sem prišla v Ljubljano in sem se malo dolgočasila, in potem sem veliko preskočila. Ampak sem se dobila s sošolci potem za pivo in jaz sem se večinoma tako učila. Da si se družila z Slovenci. Tisti prvi prijatelji, ki sem tukaj imela, se mi zdi, da so bili iz Hiperkloridrije, vse študentske, ki imajo študentska skupina gledališča v španščino na fakulteti. In tako, ker ko so se obrnili na mene, smo seveda španščino govorili, ampak ko so med sabo, vedno slovenščino in tako malo po malo in s veliko potrpljenjem in tudi s potrebo, ne, ker rabiš in če tukaj živiš, potem rabiš. Čeprav vsi govorite špansko veliko in angleško in vse. Jaz, ko sem prišla, sem na začetku vedno vprašala, oprostite, a govorite angleško? Ker v Španiji, če ti se obrniš na nekomu in ne vprašaš in začneš govoriti angleško, ne gre in ni vljudno, da greš kar tako. Ampak tukaj je obratno, jaz sem rekla, oprostite, govorite angleško in vsi, of course, tako razočarani, kot seveda, veliko boljše od tebe in res, ne? In potem nisem več vprašala, ker mi je bilo bolj Queen English. Jaz imam fant Slovenca, in na začetku smo samo angleščino govorili in se nismo dobro razumeli, ker oni dobro, tako govorili, very good, in jaz vedno govorim, what?
Če primerjavaš s Španci, ja, Slovenci so zelo poligloti. Enkrat sem bil pri slaščičarni in gospa je govorila z mano italijansko, nemško, angleško pa slovensko na koncu. No, ampak to je bilo pa naključje, ne? Ja, ampak jaz sem bil precej nerazočaran, kako se presenetim, ne, da... Ja, tako.